Prav lepo pozdravljeni na letošnji predstavitvi neposrednega poziva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah iz državnih sredstev v letu 2022. Z nami je kolega Marjan Gutman, sekretar na Ministrstvu za kulturo, s katerim bova skupaj predstavila, na kratko pregledala obrazec, katerega že v preteklih letih poznate. Podobno predstavitev sva imela tudi že v lanskem letu, tako da bi se v letošnjem letu osredotočili samo na glavne poudarke. Zdaj pa, če smo pripravljeni, bi mogoče kar začeli. Hvala lepa, se slišimo? Slišimo. Lep pozdrav tudi z moje strani. Vesel sem, da se vidimo v tolikšnem številu. Upam, da ste zdravi, dobro razpoloženi in polni elana za delo. Tako da res dobrodošli. Najprej naj seveda kar v izhodišču povem, da rok za oddajo vlog je 19.11. Se pravi, tisti rok, ki sem ga napisal v vašem, torej v elektronskem sporočilu. Namreč razlika 8. in do te razlike med zapisanim datumom, rokom v dokumentu in pač potem dejanskem datumu je pravzaprav prišla zaradi časovnega zamika, da tako rečem, pri podpisovanju dokumenta, in ko je pač dokument enkrat elektronsko podpisan, ni mogoče več spreminjati nobenih, bom rekel, stvari v tem dokumentu, razen da seveda ga vrnemo v ponovni postopek, kar bi lahko trajalo spet nadaljnjih nekaj dni. Tako da še enkrat poudarim, rok za oddajo vlog je pravzaprav en mesec od tistega dne, ko ste vi poziv prejeli, tako da sem pač postavil nek, bom rekel, skrajni rok, to je 19. november. Tako da to dilemo že kar na začetku najprej odpravimo. Sicer pa je neposredni poziv, dokumentacija neposrednega poziva sestavljena na način, kot je bila v lanskem letu, tako da nekih sprememb ni. Jaz sem pač samo v tem delu mojega pač izvajanja, da tako rečem, samo navedel nekaj ali pa izpostavil nekaj poudarkov. Tako da namen in cilji pač neposrednega poziva ostajajo enaki, tako kot se je pač oblikoval v skladu z izhodišči in načeli aktualne kulturne politike v lanskem letu. Tako da namen, cilji poziva ostajajo enaki, tudi, bom rekel, samo izhodišče načrtovanja, način, torej kriteriji in vse te stvari ostajajo enaki. Okvirna vrednost načrtovanja je, tako kot je bila lansko leto, okvirna govorim, ne 1 evro na prebivalca. Ta sredstva bodo seveda potem metodologija same razdelitve sredstev bo pač določila strokovna komisija. Verjamem pa, da bo tako kot v letošnjem letu, pravzaprav tudi v prihodnjem letu, glede na to, da je na voljo 2,5 milijona sredstev, tako kot v letošnjem letu, vsaka knjižnica dobila več kot evro na prebivalca. Ampak nek, bom rekel, okvirni element načrtovanja mora vsaka pač knjižnica imeti in se mi zdi, da je pač ta evro na prebivalca dobro izhodišče potem za načrtovanje. Sami kriteriji, ki jih je postavila politika, torej v lanskem letu, torej sem omenil, ostanejo enaki, in sicer je potrebno od vrednosti, ki jo boste načrtovali, ali pa ki jih boste prejeli, potem dobili 20%, torej za elektronske knjige, 80% pa za vse ostalo. Torej 80% sodijo tako publikacije v javnem interesu, kot klasika, kot mladinska literatura, kot zvočne knjige. Poudarek je seveda na kakovosti.
kaj je kakovost, seveda prepuščam stroki in suvereni odločitvi vsakega bibliotekarja, ki se pač ukvarja z nabavno politiko v posamezni knjižnici. Sprašujejo seveda tudi glede, ravno kar sem dobil vprašanje, načrtovanje pač zvočnih knjig. V okviru 80% načrtuje knjižnica glede na potrebe, glede na pričakovano ponudbo na trgu, torej naslove oziroma izvode zvočnih knjig, prav tako kot vse druge stvari. Se pravi, še vedno smo na ravni načrtovanja na podlagi torej osnovnih in posebnih potreb v svojem domačem okolju, kakor pač pravijo standardi. In seveda, kar bo tudi zapisano v vašem letnem načrtu nakupa knjižničnega gradiva, ki mora seveda tudi letos biti priložen oziroma objavljen na spletni strani, v skrčeni obliki pa obrazložen v obrazcu, o katerem malo kasneje. Skratka, te stvari ostanejo enake. Ostaja enako torej tudi pač vaša obveznost, da objavite dokument. Prosim, objavite ga na neko vidno, razumljivo mesto na vaši spletni strani. Najrajši vidimo, da je to pod zavihkom informacije javnega značaja, oziroma nek zavihek, ki takoj, bom rekel, je asociiran na to, da bomo našli pravzaprav pod tem zavihkom letni načrt. Ker verjemite mi, da se kar precej, še vedno precej izgubljamo na vaših spletnih straneh, tako pač midva s kolegico v strokovni službi kot člani strokovne komisije, ker pač stvari moramo preveriti in pregledati. To je v uvodu. Zdaj, podatke, ki jih uporabljate pri načrtovanju, morajo biti seveda uradni podatki, tako pač statistični, kot seveda tudi tisti, s katerimi pač ali pa ki jih vpisujete o stanju zaloge v letu 2020, torej eno leto nazaj. Tako da ti podatki morajo biti verodostojni, bodisi da jih dobite s Sursa, bodisi da jih dobite pač iz NUK-ove statistike, torej tako da ti podatki morajo stati, da tako rečem. To vam seveda v navodilih in priporočilih tudi posebej pač navajamo. V teh navodilih tudi med drugim navedemo, da pri izračunavanju, bom rekel, neke izhodiščne povprečne vrednosti, bodisi fizične knjige, bodisi elektronske knjige, izhajate iz svojih podatkov. Torej, vsaka knjižnica nekako določi glede na merila, po katerih kupuje knjige, oziroma skladno s svojo nabavno politiko vrednost knjige, torej kot fizične, in bodisi kot elektronske knjige. Pri določanju vrednosti elektronske knjige bi rad opozoril, da upoštevate vse stroške, ki so pač povezani z nabavo elektronske knjige, se pravi od licence do, da tako rečem, zaščite. Skratka, v celoti naj bo prikazana torej vrednost elektronske knjige. Ker samo na ta način, če boste pač enotno načrtovali, torej mislim enotno vse knjižnice, na ta način bomo nekako tudi dobili
bom rekel, potem tudi generalni pregled, koliko je pravzaprav vredna elektronska knjiga ali pa po kakšni vrednosti jih knjižnice kupujete. To se mi je zdelo pomembno, da izpostavim. Ni torej zanemarljivo to, da pač je vlogi dodana tudi izjava o zagotavljanju dostopnosti, sodelovanju ter ustreznosti podatkov. Namreč s to izjavo odgovorna oseba podpiše, se zavezuje za kar nekaj stvari pomembnih, ki so potem pač posledica, bom rekel, spremljanja porabe, namenske porabe torej finančnih sredstev strani Ministrstva za kulturo. Naj izpostavim, da predvsem recimo načrtovanje organizacijskih enot. Lepo vas prosim, upoštevajte število organizacijskih enot, ki ste ali pa ki so vam bile odobrene z zadnjo odločbo, razen seveda v primeru, da se je stanje na terenu izboljšalo in da tista organizacijska enota, ki v preteklosti ni bila priznana kot, bom rekel, organizacijska enota, v tem trenutku izpolnjuje pogoje. Namreč, zakaj to pravim? Prihranite nam delo vsem, ki pač pregledujemo vseh vaših 58 vlog in vedno znova ugotavljamo, da vedno znova navajate vse tiste organizacijske enote, ki niso skladne z uredbo. In verjemite mi, da tudi v naslednjem torej finančnem obdobju kot take ne bodo mogle biti priznane, ker pač sledimo in preverjamo kriterije za določitev organizacijske enote, ki je lahko predmet sofinanciranja. Lepo vas prosim, res upoštevajte to navodilo, da pač načrtujete samo tiste organizacijske enote, ki so res odprte skladno z uredbo o osnovnih storitvah, se pravi, potrebno je ustrezno razmerje med številom prebivalcev, ki jo pokriva organizacijska enota, in pa povprečno število ur tedenske odprtosti. Naslednji pomemben del te izjave je tudi, da knjižnica že v štartu, ampak to zdaj že seveda veste, mora pravzaprav gradivo, ki ga kupuje s sredstvi Ministrstva za kulturo, ustrezno označiti v sistemu COBISS, da lahko iz tega pač dobimo tudi ustrezne podatke zopet, torej lahko nekako ugotavljamo, kaj ste in v kolikšnem deležu ste knjižnice porabljale namenska sredstva po posameznem kriteriju. No, to se je izkazalo tudi letos poleti, ko je pač državna sekretarka želela polletne podatke o nabavi. Tovrstne podatke boste morali posredovati tudi ob koncu, bom rekel, proračunskega leta. Tako da res toplo priporočam, da te stvari uredite torej v vašem sistemu na način, da boste pač te podatke, kakršne ste letos že mogli, torej posredovati, bom rekel, relativno na enostaven način pridobili in jih lahko posredovali. Tu se je seveda izkazalo tudi, da je lahko pač en naslov, bom rekel, okarakteriziran z večjimi, bom rekel, temi, kako se reče, kvalifikatorji, no, recimo, označevalci. Tako da jaz se strinjam, da je lahko en naslov neke knjige lahko in kakovostno mladinsko delo in je v javnem interesu, hkrati je lahko tudi ponatis in hkrati je lahko tudi prevodno delo. Skratka, vse to je lahko, tako da prikazovanje
potem posameznih vrednosti se pač ne osredotoči na samo število naslovov, ki ste jih kupili, ampak se jih lahko, torej te naslove potem nekako po posameznih kriterijih klasificira, jih pa seveda ne seštevamo, ne? Ker če bi jih seštevali, potem bi pač dobili pač enormno število naslovov. Število naslovov je torej lahko pri posameznem kriteriju različno, lahko pa se seveda en naslov ponovi večkrat. No, to sem hotel poudariti. Ja, kaj pa je bilo? Sem spregledal. No, zdaj v primeru, no, to je pač dobro vprašanje, glede situacije v covidu. Govorimo o dejanski tedenski odprtosti, ki je v običajnem času, ne, se pravi, to so izredne razmere. Vem, da pač so zaradi takšnih in drugačnih ukrepov lahko bile knjižnice zaprte. Najprej in bom rekel, najbolj pogosto pravzaprav tudi organizacijske enote, ne, če je že delovala, je delovala osrednja knjižnica, ostalo manj. Ampak kljub temu mi lahko rečemo, da so bile pravzaprav vse te organizacijske enote, ki so seveda del osrednje knjižnice, ne, dostopne na daljavo. Tako da tu ne vidim problema, vi načrtujete organizacijske enote skladno z uredbo v običajnem času. Se pravi to, kar pač je bilo pred korono, pa upam, da bo kmalu spet po njej. Toliko, ja, glede tega, tako da ni treba se ozirati na te izjemne dogodke. Zdaj, naslednja je izjava, pač, ki jo mora podpisati odgovorna oseba občine, to je standardno, ker dejstvo je, da zakon določa v knjižničarstvu, da pač če lokalna skupnost, ki je vaša ustanoviteljica, ne bi participirala sredstev za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva, potem je to lahko vprašljivo tudi za sofinanciranje strani države, ker je namreč to ravno pogojeno. Tako da ta izjava ostaja nespremenjena. Ukolikor so občinski proračuni že sprejeti, lahko posredujete namesto te izjave samo kopijo veljavnega, bom rekel, izseka občinskega proračuna s podpisom torej odgovorne osebe knjižnice. Tudi, če se na kratko torej še ozrem po Wordovem obrazcu, torej, ja, zdaj povečan obseg odprtosti, organizacijska enota, torej uredba govori o pač najmanj, ne, in ne vem, težko si predstavljam zdaj, kako bi zdaj to vrednotili, da če je 1 ura več odprta, knjižnica zdaj dobi, ne vem, 10 evrov več denarja. Mislim, da to ne gre za torej odprtost torej po uredbi ali torej več, bistveno več najbrž niso odprte nobene organizacijske enote. Problem pa je seveda, če so manj, ne, in to je problem. Zdaj sam Wordov obrazec, ki je pač izhodiščni vsebinski obrazec za načrtovanje ali pa za pripravo vloge za nakup gradiva, razdeljen je v 2 dela. Prvi del tega obrazca je namenjen pravzaprav kratkem vsebinskem izvlečku iz vašega letnega načrta nakupa. Celotnega letnega načrta vam ni potrebno prilagati, škoda je papirja,
mora pa seveda biti spletni naslov, kamor lahko zainteresirani, torej vsi tisti, ki bomo morali vloge pregledovati, ocenjevati in potem kakorkoli obravnavati, lahko neposredno dostopamo z vaše spletne strani. Naj bo pa seveda v kratkem, s kratkimi, bistvenimi poudarki prikazan v telih parih točkah, ki so pač na obrazcu. Pri navajanju podatkov o posameznih organizacijskih enotah v teh razpredelnicah, ki jih pač vidite, recimo najprej že v tej, ja vas prosim, da pri navajanju podatkov najprej navedete osrednjo knjižnico. Ostale organizacijske enote pa potem po abecedi, zaradi tega, da pač, ko urejamo podatke v Excelovi tabeli za vse knjižnice, je potem to nekako bistveno lažje, da imamo enotno metodologijo, ker sicer je težko zbirne tabele delati, no, mislim, oteženo. Tako da najprej bi pričakoval srednjo knjižnico, potem pa vse organizacijske enote po abecedi. Tu v bistvu ni nič kaj takega, nič kaj bistvenega. Se pa iz tega vidi, ne, iz vašega letnega načrta, potem pravzaprav tisto, kar boste oziroma iz tega vsebinskega Wordovega obrazca vidi, potem tisto, kar boste pa prikazali da rečem, v kvantitativnem obrazcu v Excelovi tabeli. Namreč mora biti to nekako usklajeno. Če recimo načrtujete 20% gradiva za otroke in mladino, potem mora tudi številk v Excelovi pri načrtovanju to biti razvidno. Se pravi, vse, kar tu vsebinsko vpišete, bi nekako moralo stati tudi v kvantitativnem obrazcu. Predpisana razmerja, torej otroci, mladina, stroka, odrasli in tako naprej, stroka, leposlovje in tako naprej. Vi veste, da so novi standardi do teh vprašanj, torej, ali pa so, bom rekel, prizanesljivejši. Ni nekih točnih in striktnih, torej, vrednosti določenih, ravno zaradi tega, ker pač morate upoštevati lokalno okolje, ne? Se pravi, potrebe v lokalnem okolju. Če v nekem okolju pač ni zadostnega števila otroške in mladinske populacije, boste zagotovo pač načrtovali manj otroške literature ali pač obratno, ne? Skratka, ampak to vaš način načrtovanja mora pa potem razvijan biti iz opisa oziroma obrazložitve, zakaj je temu tako, ne? Vaša demografska slika je taka, to. In iz tega pač sledi, da načrtujete recimo samo 10% gradiva za otroke in mladino. To je seveda kot primer. Drugi del je potem namenjen pa konkretno v bistvu načrtovanju nakupa sredstev Ministrstva za kriteriji, torej za kulturo s kriteriji, ki so pač podani v neposrednem pozivu, torej javni interes, kakovostne otroške knjige, e-knjige, zvočne knjige, število naslovov oziroma izvodov in pa predviden strošek. Zdaj, mislim, da ste kar dobro že v tem, bom rekel, v tem pozivu, ki je bil za letošnje leto, se dobro znašli in dobro načrtovali, tako da verjamem, da bo zdaj še lažje. Ukolikor bi nastala določena posamezna vprašanja, dileme ali kaj takega, se seveda tudi vedno na voljo za vaša individualna vprašanja na moj mail ali telefon. Bilo je tudi vprašanje, se spomnim, že v pretekli sezoni, kaj načrtovati, ali samo knjige ali tudi drugo knjižnično gradivo.
v sklopu javnega interesa, kakovostnih otroških in mladinskih, torej knjig. Ja, v pretežni meri so dejansko mišljene seveda res knjige, vendar seveda jaz tu pač priporočam ali pa gledam na to smiselno, ne, da pravzaprav govorimo o publikacijah. Ne, in publikacije so lahko v različnih, bom rekel, oblikah, tako da tudi recimo kakšne torej naslovi, kakovostni naslovi, ki bi ustrezali tem kriterijem neknjižnega gradiva, izvzemši seveda e-knjige in zvočne knjige, ne, ki pač so zastopane samostojno, seveda lahko tudi upoštevate, ne, tako da tu ne vidim nekih zadreg. Tako da recimo je lahko tudi, ne vem, kakovostna serijska publikacija ali nek kakovostni, ne vem, neko filmsko gradivo ali kaj drugega, ki je seveda, ki ustreza tem kriterijem in te kriterije lahko vi tudi seveda obrazložite in pojasnite, utemeljite, tako da je lahko tudi. No, ravno kar sem povedal, da so serijske publikacije lahko seveda tudi del, ampak seveda ne, morajo biti v slovenskem jeziku, v javnem interesu, kakovostni, lahko so v e-obliki, ne. Sami morate presoditi, ker ko boste poročali, boste morali poročati ravno po teh kriterijih, tako kot je bilo to, bom rekel, nekako zamišljeno, predstavljeno že v letošnjem polletnem poročilu. Še prej pri načrtovanju povprečne cene sem mogoče pozabil omeniti, da vedno, ko obračunavate povprečno ceno knjige, ne upoštevate cene vrednosti elektronske knjige, ločeno torej te cene načrtujte. Eno je knjiga, eno je pa pač elektronska knjiga, ne pa skupaj. Tako da jaz verjamem, da boste imeli še kakšno vprašanje, mogoče pred tem. Torej, seznami subvencij JAK in ARS, zdaj običajno to JAK objavi, lahko jih povprašam, ampak verjetno se boste morali pa obrniti na njih. Si bom pa zapisal, kaj predvidevajo za prihodnjo, torej, če imajo že sploh kaj, bomo videli načrtovanje. Drugače so pa oni samostojna agencija, in pač nam niso dolžni posredovati nekih svojih podatkov, tako da bom pač preveril na ustreznem naslovu, če lahko, pa morda tudi oni knjižnice obvestijo s tem. Je bilo še eno vprašanje, pa sem ga... Ja, lejte, zdaj pa, vi ste bibliotekarji, verjetno vi veste, kaj naj ponatis bi bil. Jaz mislim, da ponatis je vse tisto, kar je na novo natisnjeno in je seveda ustreza tem kriterijem predhodno povedano. Tako da, ne vem, mislim, da mora biti torej ponatis, ne vem, Luka Cinegov Škorec je lahko 3-krat vsako leto ponatisnen, vsakič se z nejo nov ponatis šteje. Ne vem, jaz razumem to tako. Ne vem, kje bi lahko bila v tem primeru dilema. Zdaj, če ni, jaz sem si pač tole vaše vprašanje še zapisal glede JAK-a, sicer bi pa prešli še na kratko na tale Excelovo tabelo, pa bi potem ob koncu pravzaprav še odprli razpravo, če je še kaj takega. Jaz sem že povedal, bo se Aleš zdajle priključil in povedal glede izpolnjevanja konkretnih stolpcev celic. Tudi ta obrazec je sestavljen iz 2 delov, in sicer eden je načrtovanje, en stolpec je seveda potem
kar bo doseženo, izpolnjujete seveda prvi stolpec, torej načrtovano, doseženo boste ob poročanju, ko boste torej delali poročila v januarju leta 2023. To je zdaj jasno. Že mislim, da to znate. Še enkrat opozarjam, pri izpolnjevanju številu torej organizacijskih enot odprtih skladno z uredbo, ponovno tudi v tem obrazcu, prosim navedite tiste, ki so vam bile najprej v letu 2020 priznane z odločbo, potem ko jih pa v naslednjem delu obrazca načrtujete bodisi to število, ki je ostalo enako, ali pa seveda, kot rečeno, če so bile spremembe, to boste pa itak potem v vsebinskem delu morali nekako pojasniti. Tudi za nove organizacijske enote, ukolikor ste do njih recimo prišli v lanskem letu, v vsebinskem delu natančno pojasnite in pojasnite tudi, ali pa bom rekel, prikažite, ne vem, zapišite spletno povezavo, kjer lahko tudi podatke o na novo odprti organizacijski enoti vidimo, preberemo, kdaj je bila otvoritev, kako izgleda in tako naprej. Tako da so te stvari, bom rekel, transparentne. Pri načrtovanem in doseženem obsegu nakupa e-knjig ponovno torej spomnim, da povprečno ceno, pri povprečni ceni upoštevate vse stroške, ki so pač povezani z elektronsko knjigo. Vse ostalo ostane tako, kot je bilo, tako da tukaj bi jaz na tem mestu prepustil še besedo Alešu. Hvala lepa. Čeprav tudi prav veliko več mi ni ostalo za predstaviti, ker je Marjan že zelo na kratko vse povedal. Tudi poznate že ta obrazec vsaj od lanskega leta, ko se ni za letošnje leto tako zelo spremenil. Zdaj tukaj na prvem delu jaz res ponovno bi apeliral, dajte tukaj pri tem seznamu načrta nakupa knjižnega gradiva za leto 2022 zadevo objaviti nekje, kjer je najdljiva, se pravi na katalogu informacij javnega značaja. Zdaj jaz verjamem, da tudi veste, da na portalu slovenskih splošnih knjižnic, knjižnice.si, kjer se je predstavljena mreža vseh slovenskih splošnih knjižnic, je tudi poseben razdelek, kjer imamo neposredno povezavo do teh seznamov nakupa. Dajte prosim preveriti, ali ta seznam, ta povezava pravilno kaže za vašo knjižnico, kajti tudi to bo olajšalo delo, pa niti ne toliko strokovni komisiji, ko bo presojala prijave na neposredni poziv, vloge za neposredni poziv, ampak v bistvu to je namenjeno seveda uporabnikom, širši javnosti, ki ima pravico za vpogled v program nakupa oziroma v nabavno politiko njihove knjižnice. Zdaj drugi zavihek, obseg, dostopnost, tako kot v preteklih letih, se pravi, kakšno je trenutno stanje oziroma kakšno stanje je bilo v preteklem koledarskem letu, torej za leto 2020. Tukajle, kot je Marjan omenil, navajate vse tisto, kakšno stanje je in pa kakšno načrtovanje v letu 2020 je bilo za elektronske knjige in kako ste načrtovali in kakšen je bil izplen, kaj ste dosegli, se pravi tudi doseženo v letu 2020, zato ker bo to lahko potem lažje izhodišče za vaše načrtovanje nakupa elektronskih in zvočnih knjig za leto 2022. Tudi tukajle se upošteva vse tisto, kar je Marjan že dvakrat opozoril. Vsi stroški. Veste, da v letu 2021 se je spremenil način
nakupa licenc za elektronske knjige preko portala Biblos, kjer nimamo več tiste osnovne naročnine, ampak se pač kupuje licence, vsako licenco posebej zaračunava in posebej se zaračunava tudi stroške uporabnine in DRM zaščite. Zdaj, zakaj tako? Zato, da mi dobimo res neko realno ceno oziroma realno vrednost, kakšne stroške imamo splošne knjižnice z elektronskimi, pa seveda potem tudi z zvočnimi knjigami. Ker do zdaj smo imeli mi, če smo zbirali podatke o tem, kakšna je bila cena licence brez stroškov opreme DRM-ja, ki pa je zdaj kar, kot vemo, precej pomemben element. V naslednjem zavihku navajate podatke za nakup in predviden in potem tudi za poročanje v letu 2023, za nakup knjižničnega gradiva iz sredstev Ministrstva za kulturo. Tukaj dejansko res pišete samo tisto, kar načrtujete, da boste iz sredstev, ki jih želite pridobiti strani sofinancerja, se pravi Ministrstva za kulturo, kaj želite iz tistih sredstev kupiti, ločeno za fizično gradivo in pa ločeno potem tudi za elektronske knjige in zvočne knjige. Tako kot v preteklih letih, se pravi po določenih kriterijih, se pravi knjige, ki so v javnem interesu, torej podprte strani JAK-a oziroma ARRS-ja, ponatisi, kakovostne knjige za otroke in mladino in pa potem to seveda vse skupaj tudi po naslovih. Čakajte, eno vprašanje je tukaj bilo. Orientacijska vrednost stroka leposlovja je še vedno 40-60 na obrazcu. Ja, glejte, pač to je neko izhodišče, zadeva po strokovnih priporočilih in standardih še vedno tako nekako stoji, čeprav lahko je tudi v smeri 50-50. Bolj kot to, pač ta orientacijska vrednost je pomembno, da vi znate v vsebinskem delu utemeljiti, zakaj imate vi določene procente za določeno gradivo. Kajti seveda treba je najpomembnejše upoštevati specifiko lokalnega okolja, zato da potem lahko zadovoljite potrebe po ustreznem knjižnem gradivu za vaše prebivalstvo. Če dovoliš, Aleš, v bistvu prednost dajemo kakovostnemu načrtovanju, ne toliko tem kvantitativnim, bom rekel, razmerjem, ker so pač res lahko samo okvirna in orientacijska. Jasno pa je, da je povsem drugače, torej se razlikuje, kolikor vas je knjižnic 58 v državi, toliko različnih, bom rekel, potreb uporabnikov imate. Tako da ne se pač zdaj držati teh, bom rekel, strogo teh orientacijskih vrednosti, ker dejansko je vaša orientacijska vrednost so vaše lokalne potrebe. Tako, ja. Potem še eno vprašanje je bilo, sicer osnovni paket upoštevamo vse knjige iz paketa ali le tiste, ki so bile dodane v tekočem letu. Zdaj, glede na to, da tega osnovnega paketa, ja, okej, seveda ste upravičeni do licence, dajte tukaj načrtovati in računati kupljene licence. Se pravi, koliko licenc ste načrtujete kupiti v letu 2022 in skupaj z stroški opreme, se pravi z DRM-jem in pa uporabnino. Na to naslednji zavihek, ki je pač od lanskega leta ločen, pa je načrtovan in dosežen nakup iz občinskih in lastnih sredstev. Se pravi, tukaj spet vas prosimo, da upoštevate navodilo ministrstva, da najprej pri občini navajate, se pravi, občino, kjer je osrednja enota, na to pa vse ostale občine po abecedi, ki so ali sofinancerke ali so ustanoviteljice knjižnice. Potem pa seveda navajate podatke, tako kot v preteklih letih.
Torej, v tej fazi seveda izpolnjujete samo tale prvi del, torej načrtovanje obsega nakupa, glede na število prebivalcev, glede na sredstva, kot jih imate izgovorjena pri posameznih občinah, in koliko iz tega mislite, načrtujete nakupiti fizičnega in pa elektronskih naslovov. Potem v naslednji fazi, ko pa boste poročali, pa pride v poštev tudi tale obrazec. Tukaj ne pozabite, če slučajno načrtujete tudi kakšen nakup gradiva iz lastnih sredstev, izpolniti potem tudi ta del obrazca. Spet bodite pozorni, da je načrtovanje, predvsem v finančnem smislu, vsaj večino, vsaj 50%, ker to sicer ni nikjer rečeno, da do 50% Ministrstvo za kulturo sofinancira, zato ker jasna je obveza ustanovitelja in financerja, da mora osnovo zagotoviti ustanovitelj. Torej, večino načrtovanih sredstev za nakup knjižničnega gradiva mora biti iz sredstev ustanovitelja in potem zdaj, če je žal včasih potrebno tudi dodati kakšna lastna sredstva. Ministrstvo ne more biti tisto, ki bo večinsko financiralo nakup knjižničnega gradiva. In to je potem seveda razvidno tudi iz same finančne zgradbe. Torej, navajate, kakšni so prihodki gradiva, torej ta načrtovano trenutno pride v poštev, torej koliko stroškov načrtujete za nakup knjig v javnem interesu, ponatisov, kakovostnih e-knjig, zvočnih knjig in pa tiste knjižnice, ki delujete na narodnostno mešanem območju, tudi za gradivo za Slovence v zamejstvu oziroma ki podpirate, pokrivate potrebe Slovencev v zamejstvu, pa potem tudi glede na vire prihodkov, torej ministrstvo, ločeno ministrstvo za potrebe zamejskih Slovencev, lastna sredstva, občinska sredstva. Zdaj, včasih se najdejo tudi kakšni drugi viri, kot kakšne sponzorstva, to potem pa, ali kakšne sponzorstva, donatorstva, to potem pride tukaj v segment drugih virov. Zdaj, ko boste prejeli odločbo o sofinanciranju nakupa, bo prišlo v poštev, se pravi pri samem poročanju, takrat boste napisali tukaj v tale segment usklajeno, torej koliko ste dobili glede na dobljeno odločbo o sofinanciranju, kakšna so sredstva, in potem pri poročanju naj bi bila te dve vrednosti usklajeni, torej usklajena sredstva in dosežena sredstva. To je še neko vprašanje. Mi plačujemo iz lastnih sredstev serijske publikacije. Prištejemo to porabljene sredstva za gradivo ali ne? Prakse po knjižnicah so različne. Zdaj, serijske publikacije v fizični obliki je verjetno mišljeno, serijske publikacije so knjižnično gradivo, po pač mojem vedenju. Tako da je v bistvu to tudi strošek, bom rekel, knjižničnega gradiva, tako da pač, če iz lastnih sredstev kupujete ta segment knjižničnega gradiva, ga je seveda smiselno potem upoštevati tudi, ali pa ga upoštevate seveda tudi pri letnem načrtu nakupa, tako da jaz mislim, da ja, da je pač to sestavni del knjižničnega gradiva. Po definiciji. Tako, ja, ker zdaj tukaj je treba paziti, v preteklih letih se je recimo pojavila težava pri načrtovanju nakupa e-knjig, kjer smo vas spraševali, ali imate še kakšne druge naročene servise z elektronskimi knjigami. Se je pogosto pojavilo, tudi razne podatkovne zbirke, ki jih nakupujete, pač glejte, v teh podatkovnih zbirkah trenutno nobeni drugi elektronskih knjig v slovenskem jeziku ni, se pravi sploh pa ne v kakšnem press readerju ali pa v EBSCO hostu. Zdaj tukaj potencialno pač dali smo možnost, da lahko navedete druge naročene servise. Potencialno recimo tukaj bi kakšen MLOL prišel v poštev.
Se pravi, kakšni drugi platforme za izposojo elektronskih knjig iz drugih držav, kjer pa roko na srce žal ne vem, ali dejansko so tudi prisotne. Če je še kakšno vprašanje na to temo, lahko tudi dvignete roko, zdaj glede na to, da ni ravno prav velikega navala. No, jaz še vedno ponovno povem, da tudi pri reševanju vaših ali pa izpolnjevanju vaših vlog, če bi naleteli na kakšno dilemo, vprašanje, govorimo o mislim, me lahko kontaktirate po elektronski pošti ali pa telefonsko in se konkretno pomedimo. Tako da ni problema. Še eno vprašanje oziroma en komentar se je pojavil, in sicer v razpisni dokumentaciji govorimo o nakupu ponatisov slovenske izvirne leposlovne klasike in izvirnih slovenskih strokovnih del za mladine in odrasle. V pogodbi pa je navedena samo slovenska izvirna leposlovna klasika in izvirna slovenska strokovna dela za mladine in odrasle. V razpisni dokumentaciji govorimo o nakupu ponatisov slovenske izvirne leposlovne klasike, v pogodbi pa je navedena samo slovenska izvirna, ne pa samo ne ponatisi. Zdaj ne vem, to najbrž je samo komentar na samo dikcijo. Bomo preverili, če smo, bom rekel, kaj spregledali, bomo to odpravili, da bo enako, lahko se tudi to zgodi, se opravičujem še. Ampak mišljeno pa je tako, kot je v razpisni dokumentaciji, seveda, kot je v pozivu navedeno. Potem še vprašanje, ali nakup za zamejce ostaja enako? Ja, tu se pač stvari ne spreminjajo, tako kot imate utečeno prakso, načrtujete na ustaljen način. Kot je Marjan že omenil, zdaj, če je še kakršnokoli vprašanje, vprašanje lahko tudi naslovite. Ja, seveda. Tudi recimo, če bi pa kateri od vas bil v takšni, bom rekel, dilemi, lahko tudi predhodno mi pošlje v pregled vlogo, da pač pogledam, če je tako kot torej vi mislite, da, ali če ste kakorkoli zagati dilemi, da ste pravilno izpolnili, ni problema, tako da lahko tudi to. Ampak jaz verjamem, da zdaj imate že toliko prakse na tem področju, da verjetno to ne bo potrebno. Ko boste pošiljali vloge, pošljite, bom rekel, originale, podpisane in požigosane na naslov Ministrstva za kulturo. Meni, torej na moj elektronski naslov, pa pošljite samo obrazce, se pravi Excelov in Wordov obrazec, neskeniran ali kakorkoli drugače obdelan, ampak pač v osnovni obliki, zato da lahko te podatke seveda uporabljam dalje, ko pač pripravljam zbirno tabelo in vse drugo za strokovno komisijo in potem za sestavo dokumentov. Tako da to je to. Mislim, da sem te osnovne stvari sedaj povedal. Ja. Še eno vprašanje je bilo postavljeno, in sicer kako bi enoznačno in nedvoumno definirali slovensko izvirno leposlovno klasiko in kako kakovostno otroško mladinsko literaturo. Si lahko vsaka knjižnica tu vzame svoje kriterije? Jaz sem torej že na začetku povedal, da nabavna politika je avtonomna stvar vsake knjižnice. Vsaka knjižnica ima zaposlene kompetentne strokovne delavce, bibliotekarje. Glede na pač kompetence, ki jih bibliotekarji imate, in glede na razpoložljive, bom rekel, tudi druge bom rekel, referenčne vire, pa ne govorim samo o, bom rekel, nagrajenih delih ali pa to drugače, jaz verjamem,
tudi portal Dobre knjige in tako dalje, na katerega se lahko ozrete, da boste znali in prepoznali ugotoviti, kaj je kakovostno delo in kaj je pa pravzaprav izvirno slovensko klasično delo. Zdaj, kaj je klasika, najbrž vemo vsi, se pravi, so preverjeno literaturo, ki je prestala pravzaprav vsa sita zgodovine in se sedaj pojavlja bodisi na novo, bodisi v obliki ponatisov, ali pa, ne vem, ki je nastala, ne vem, recimo 15-20 let nazaj, pa je še vedno aktualna in je še vedno recimo na seznamih torej branj. Znamo vsi ločiti verjetno med neko dobro literaturo in pa nekaj, kar nastaje sproti in hitro in kar po branju lahko tudi na hitro zavržemo brez zadrege. Tako da jaz seveda, najbrž ga ni junaka, ki bi povedal definicijo tega, kar sprašujete, tako da ja, prepuščam vaši strokovni avtonomiji, da se sami odločite, kaj je torej za vas strokovno delo. In verjamem, da boste znali to tudi utemeljiti. Tako da jaz pač verjamem vaši strokovni presodi. Če je mogoče še kakšno vprašanje, sicer pa. Vkolikor seveda ni vprašanj, moj naslov poznate, telefon tudi, tako da sem z veseljem na voljo. 19. je tisti skrajni rok, do katerega pošljete. Prav podaljševali rokov ne bi radi, ker bi želeli te vaše vloge čim prej obdelati, pripraviti dokumente, da bi potem čim prej v začetku leta lahko plasirali tudi sredstva. Tako da se vam zahvaljujem za pozornost in se vidimo kdaj drugič spet. Ja. Še eno vprašanje, ja. Za krajevne knjižnice, ki ne delujejo v skladu z uredbo, odprtost, ne načrtujemo nakupa, torej sredstev ministrstva za njih gradiva ne bomo nakupovali. Organizacijske enote, ki ne izpolnjujejo kriterija odprtosti po uredbi, ne bodo prejela sredstva, ki so po metodologiji razdeljena za posamezne organizacijske enote. Dobijo pa seveda na število prebivalcev. Vsak prebivalec pa dobi tista osnovna sredstva, ki mu pripadajo za nakup knjižničnega gradiva. Tako, torej 1250 evrov manj. Potem pa hvala tudi vam. Tale posnetek, sicer krajše seanse kot v lanskem letu, bo dostopen tudi na našem YouTubeu. Vam bomo poslali povezavo, pa hkrati tudi povezavo na lansko letno, zdaj, kjer je mičkeno bolj razširjeno predstavljen celoten poziv. Hvala lepa vsem. Hvala vam in uspešno delo želim. Nasvidenje. Srečno.